Pomurskem dnevniku. Otvoritev prenovljenega mesnega centra. Zopet zagorelo, je na delu požigalec? Seja mestnega sveta prekinjena. Polanič po gosteh pri Dori. Vreme, jutri bo sončno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Danes so otvorili prenovljen mesni center Ave v Murski Soboti. Obenem pa so na novinarski konferenci predstavili poslovne rezultate za preteklo leto. Med dejavniki, ki so najbolj vplivali na poslovanje skupine Panvita v preteklem letu, je uspešna poljedelska sezona, neugodne ekonomske razmere na trgu prašičereje in količinska rast Ave izdelkov. Lansko leto je bilo za skupino Panvita uspešno, če ne eno najuspešnejših let v zgodovini podjetja. Mi smo v letu 2015 ob 121 milijonih evrov prihodkov uspeli ustvariti 7,6 milijona evrov denarnega toka iz poslovanja, 3,6 milijona evrov dobička iz poslovanja in pa malo manj kot 1,5 milijona evrov čistega dobička. Kljub nasplošno uspešnemu lanskemu letu za skupino Panvita pa je bilo leto 2015 stališča tržnih razmer na trgu prašičjega mesa zahtevno. Saj so cene prašičjega mesa so, kljub temu, da človek misli, da ne morejo biti nižje, bile v letu 2015 še nižje od leta 2014 in sicer za približno 6 odstotnih točk. Tako da to je res ena od prašičereje, ena od stvari, ki pač v letu 2015 v Panviti niso bile uspešne. Simboličnim prerezom klobase velikanke so danes tako odprli prenovljeni mesni center Ave Murska Sobota, ki na tem mestu stoji že 13 let. V tem času smo relativno zelo razširili svojo maloprodajno mrežo, tako da zdaj pač prišla na vrsto prvi mesni center, da ga obnovimo, da mu damo tako podobo, kot si jo zasluži in ne nazadnje, da tudi našim potrošnikom v Murski Soboti in širši okolici pač damo na, bom rekel, razpolago en prodajni prostor, v katerem sem prepričan, da se bodo dobro počutili in če bodo vsaj približno delili moje navdušenje nad njim, sem prepričan, da je uspeh tega mesnega centra tudi v bodoče zagotovljen. V pričetek sezone so stopili številnimi novostmi, tako na področju ponudbe, kot tudi v samem mestnem centru na Industrijski ulici. V letošnjem letu bomo na grill programu Ave dodali nove artikle, burger v 4 različnih okusih in našo paleto bomo dopolnili z kosi mariniranega mesa. Verjamem, da bo vsak našel nekaj za svoj okus. Ponudba je standardna, s tem, da smo dodali še kotiček pripravljene hrane, nekaj na žlico, bojo naši burgeri in seveda imamo ta snack corner, kjer se bo lahko ta hrana tudi zaužila. Poleg mesnih izdelkov pa vidimo, so na razpolago kupcem tudi nekateri drugi izdelki. Tako je, imamo vso opremo, ki je potrebna za koline. Dodali smo svežo zelenjavo in vse produkte, ki jih delamo v skupini Panvita. Poleg tega prodajamo vino naše kleti Marof in pa naš program Žit. Lani so v skupini Panvita pridelali tudi prvo sezono ekopridelkov. Ja, ekoproizvodnjo smo praktično mi začeli pred 4-5 leti, ampak veste, da je potrebno 3 leta prilagajanja, da prideš do prvih certifikatov za ekopridelke. Tako smo v lanskem letu praktično na vseh 82 hektarjih že proizvedli ekopridelke, ki smo jih tudi uspešno prodali na slovenskem tržišču. Opažamo pa, da je ta trend tako v Sloveniji, kot tudi v drugih zahodnih državah vse večji, se pravi, da je tam nekje od 3 pa tja do celo 8% smo zasledili podatke v Franciji, se pravi, procentov se proda ekoloških pridelkov v primerjavi z komercialnimi. Kateri so pa tisti pridelki, pa jih verjetno lahko kupci najdejo tudi v tem prenovljenem mesnem centru? Ekološki pridelki so, se pravi, ajda, iz nje bio oziroma ekološka kaša, ki jo najdejo tu v naših mestnih centrih. Potem smo oves, ki ga z partnerjem Žitom predela v razne dodatke, pa potem tudi piro. Pomemben izdelek je pa tudi soja.
Z sojo smo v lanskem letu začeli pač zaradi prestrukturiranja evropske politike, da je čim več, kako bi rekel, proizvodnjo ekoloških potencialov potrebnih na slovenskih poljih, smo zaradi tega se mi odločili za proizvodnjo soje in jo to tudi v celoti predelali z partnerjem iz Gančan tu v Prekmurju in kompletno predelano sojo tudi uporabili za proizvodnjo krme oziroma krme za naše živali. Kot zanimivost, v 13 letih so na sedanji lokaciji mestnega centra skupno prodali 560 ton Ave grill izdelkov, 550 ton goričkega piščanca in več kot 130 ton hrenovk. Včeraj pozno popoldne je zopet zagorelo v Filovcih. Gre za že tretji požar v obdobju enega leta. Marsikdo se zato sprašuje, če niso požari potaknjeni. Mirno četrtkovo popoldne je v Filovcih prekinil zvok gasilskih siren. Nekaj minut čez 17. uro je v zaselku Gaj v Filovcih zagorela starejša zidanica, ki je v neposredni bližini kapelice. Požar je zajel okoli 30 kvadratnih metrov velik objekt ter popolnoma uničil ostrešje ter notranjost zidanice. Požar so pogasili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Filovci, Moravske Toplice, Tešanovci, Bogojina in Ivanci. Po požaru je na prizorišču bilo opaziti večje število policistov, kriminalistov in forenzikov, ki so pregledovali pogorišče. Gre namreč že za tretji požar v Filovskih goricah v zadnjem letu. Lani poleti sta namreč pogorela že dva objekta, prvi konec julija, drugi pa slab mesec dni pozneje. Že takrat so se domačini spraševali, če požari niso podtaknjeni. Svetniki mestne občine Murska Sobota so se včeraj sestali na 12. redni seji, na kateri je kot predvideno največ prahu dvignil predlog sklepa, da nadzorni odbor mestne občine Murska Sobota v okviru svoje pristojnosti obravnava zadevo v zvezi z izvajanjem projekta ustanavljanja fakultete za turizem. So pa bili svetniki seznanjeni tudi s končno verzijo trajnostne urbane strategije mestne občine Murska Sobota, ki so jo svetniki potrdili, tako da bodo lahko začeli s črpanjem evropskih sredstev. Namen je seveda, da želimo doseči, da bi se na podlagi tega dokumenta uvrstili oziroma dobili priložnost, da neposredno izvajamo naše projekte, torej da se naši projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb vključijo direktno v državni proračun. Seveda, kot veste, so 3 področja, kjer bomo črpali, za enega pa nas čaka še ena naloga, to je celostna prometna strategija, to pa bomo pripravljali v tem letu. Pomembno, zakaj nas imajo kot dobro prakso ni priprave trajnostne urbane strategije, je naše sodelovanje z javnostjo. In to je v bistvu Murska Sobota je en vzorčni primer, kako bi se naj izdelovali strateški dokumenti, posebej pa tako dolgoročni dokumenti, kot so trajnostne urbane strategije, ki bi naj posegale tja v leto 2050, pa že danes vsi vemo, da bo jih verjetno v prihodnje potrebno tudi vsebinsko spreminjati. Sicer pa bodo 12. redno sejo mestni svetniki nadaljevali pred naslednjo redno sejo, saj je zaradi dolgotrajnih razprav niso uspeli zaključiti. V mesecu aprilu so na policijski upravi Murska Sobota začeli izvajati preventivni projekt Spoštujmo drug drugega. Ideja za projekt je bila podana na tradicionalnem uvodnem sestanku s predstavniki motoklubov z območja Pomurja. Namen projekta je ustvarjanje strpnejšega odnosa voznikov dvoslednih motornih vozil do motoristov. Ugotavljajo namreč, da je ta odnos v nekaterih sosednjih državah precej strpnejši in prijaznejši. V okviru projekta Spoštujmo drug drugega je bil izdelan plakat in letak s preventivno vsebino, ki opozarja predvsem voznike dvoslednih vozil. K sodelovanju so pristopili tudi nekateri trgovski centri in podjetja, ki izvajajo tehnične preglede, tako da so izobesili plakate. S tem bo preventivna vsebina vidna tudi večjemu številu ljudi. Od leta 2010 je na pomurskih cestah umrlo 5 motoristov. V Pomurju deluje že okrog 20 organiziranih motoklubov. Statistike tudi kažejo, da motoristi povzročijo 60% vseh prometnih nesreč, v katerih so udeleženi. V ostalih prometnih nesrečah pa so žrtve drugih prometnih udeležencev, največkrat zaradi odvzema prednosti.
V tokratni vdaji Dora nedeljski pogovori, ki bo na sporedu to nedeljo ob 18. in 22. bo gost Marjana Dore, eden izmed najbogatejših Pomurcev Stanko Polanič. V pogovoru je bil precej kritičen do kmetijske politike, ki jo kot minister za kmetijstvo vodi Dejan Židan, ki je bil predtem zaposlen prav v Polaničevi Panviti. Dejan Židan je prišel od vas tja. Ste se v tem času, kar je on zdaj v politiki, že kdaj sedla, da bi to, kar ste zdaj meni govorili, povedali njemu. Hrvatje so to imeli, pa to, pa ti podpiraš čebelarstvo, pa... No, ne, midva se nismo v tem času nikoli sedla. Niti ne bi, mislim, ne bi bilo... Prej, vse ste prijatelja, niste? Ne, pa saj nismo se skregala. Niti ne bi bilo, po mojem, higienično. Kako se en upokojenec pa ja, jaz sem 2 leti upokojenec, on pa že 4 leta minister. To je ta razlika. Konec koncev pa to, kar sem zdaj povedal, to mu vsa strokovna javnost pravi. Jaz se nikad ne izmišljujem, jaz pravim to, kar je recimo naša strokovna javnost ugotavlja, kaj se dogaja v kmetijskem segmentu. Spletni medij Sobota Info poroča, da so iz kabineta župana mestne občine Murska Sobota potrdili, da so na svoj bančni račun prejeli nakazilo od Loterije Slovenije v višini 150 000 evrov. To potrjuje domneve, da je dobitnik sedmice občan Murske Sobote. Več pa si preberite na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na severozahodu države, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 21 stopinj Celzija. Opoldne sta v Krinskem parku Goričko namerili 13 stopinj, v Lendavi 15 ter v Radencih in Murski Soboti stopinjo več. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na severozahodu države. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 9 stopinj, dnevne pa se bodo uspele vse tja do 22. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne posamezne plohe. Še bo pihal okrepljen jugozahodni veter. V noči na ponedeljek se bodo občasne padavine od severozahoda razširile nad večji del države. V ponedeljek kaže na oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 7 in 13 stopinjami, popoldan pa med 16 in 24. Toliko smo pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje!